Izgubljeni zajček Puhko. Pot do prijateljstva. Pravljica za lahko noč. Dobrodošla, dobrodošel v svetu nežnih, pozitivnih pravljic. Danes te čaka mirna zgodba o zajčku Puhku in o prijateljstvu. Udobno se namesti, zapri oči in mi prisluhni. Ob robu gozda v zeleni naravi stoji velika hiša. V njej živi ljubezniva deklica z imenom Irina. Ima dolge, svetle lase, ki ji segajo do pasu. Odrašča v ljubečem okolju s svojo mlajšo sestrico in obema staršema. Zelo lepo je vzgojena. Med otroci je priljubljena in prav vsi jo imajo radi. Njen smeh in toplina v očeh očarata vsakogar. Njena direktnost in odločnost sta vredni spoštovanja. V njenem srcu je vedno dovolj prostora za ljubezen, tudi za živali. Dobrih 20 metrov stran od hiše stoji lesena lopa. Tam razkošno živi njen beli zajček Puhko. Ima veliko prostora za gibanje in skakljanje, tudi po travi v ogradi. Irina ga vsak dan obiskuje in zanj zelo lepo skrbi. Večkrat na dan ga vzame v naročje, ga boža, ljubkuje, hrani, se igra in pogovarja z njim. Njen beli zajček Puhko ima rad vso zelenjavo, a najbolj obožuje domače korenčke. Velike, oranžne, sveže in hrustljave. Hrane ima vedno dovolj, vendar se mu korenčki na sosednji njivi zdijo še bolj mikavni. Nekega popoldneva se je Irina dolgo igrala s svojim zajčkom Puhkom. Nato jo je mama poklicala na kosilo, zato je hitro odhitela v hišo. Pri tem je bila malo prehitra in za seboj pustila priprta vratca. Radovedni zajček Puhko je izkoristil priložnost in se požrešno pognal proti nasadu korenčkov. Enega za drugim je grizljal. Ko je bil že skoraj sit, je postal izbirčen in si je privoščil le še največje korenje. S svojim okroglim trebuščkom je počasi skakljal naprej, dokler se ni znašel blizu hiše, ki je ni poznal. Medtem je Irina pojedla kosilo in veselo stekla nazaj k zajčku. Ustavila se je in presenečeno obstala pred odprtimi vratci. Zajčka ni bilo nikjer. Puhko, Puhko, kje si? Ga je klicala in iskala naokoli, vendar ga ni našla. V sosednji vasi živi deklica Ema, prav tako svetlolasa z dolgimi lasmi do hrbta. Ravno tisti dan jo je mama prosila, naj nabere košarico korenčkov na veliki njivi, saj bodo doma iz njih pripravili svež korenčkov sok. Ema je pridno nabirala korenje, ko je nenadoma zagledala dva bela uhlja, ki sta kukala iz zelenja. Počasi se je približala in presenečeno vzkliknila. Sajček! Joj, kako je lep! Nežno ga je vzela v naročje in se spraševala, čigav je. V daljavi je zagledala deklico,
ki je tekala sem in tja, kot da nekaj išče. Ema je zaklicala: Ali je to morda tvoj zajček? Ja, našla si ga, hvala, se je Irina oddahnila. Pritekla je k njima in ju hvaležno objela. Obe sta začutili nekaj posebnega, nekaj, česar ni mogoče opisati z besedami. Njuno novo poznanstvo se je v hipu spremenilo v pravo prijateljstvo. Od takrat naprej se skupaj igrata z belim zajčkom Puhkom. Vozita ga v vozičku, ga nežno oblačita, mu pripovedujeta zgodbice in ga hranita s korenčki. Irina je na nek način celo hvaležna, da se je njen zajček Puhko izgubil. Saj je prav zaradi tega poleg njega našla tudi novo prijateljico Emo. Zdaj je njuno življenje še lepše in polno ljubezni. Kadar se ti v življenju zgodi nekaj nepričakovanega, se vprašaj: zakaj je to lahko dobro? Tako lahko v vsaki stvari odkriješ nekaj lepega. Puhko je spet doma. Irina je srečna. Noč je počasi objela gozd. Vse je postalo tiho, mirno in varno. Zdaj pa tudi ti zapri oči in naj te odnese v sladke sanje. Hvala, ker si poslušala ali poslušal to pravljico. Če ti je bila všeč, se lahko naročiš na kanal Pozitivne pravljice in se kmalu spet vrneš. Lahko noč.